Ali te kdaj zanimalo, zakaj je sedemka mistična, zakaj je sedemka pravljična in iz kje prihajajo sploh te legende in tradicije? Danes sem se odločila, da se ti javim s kratkim mini dokumentarcem, kaj ti povedala si mi, da jih imaš zelo rada in da ti nekaj povem, zakaj ravno sedmica in zakaj je ta številka tako zelo posebna. Številka 7 pravzaprav že od nekdaj nekako v naših možganih odzvanja kot tista nekaj posebnega, mogoče zaradi tega, ker je definitivno tista, saj veš, ta stara v veljavi, kjer pravijo, da je Bog v 7 dneh skreiral svet. In zaradi seveda te legende, tradicije, resnice, duhovnosti, kakorkoli že vsak si vzame zase, kot si to želi, je seveda sedmica postala tako zelo zanimiva. In recimo sedmica je tudi tista, ki definira našo kreacijo. Ne vem, če si opazila, ampak ko 7 dni mine, torej kolikor je rabil Bog, da naredi svet, se definitivno zamenjajo energije. To pomeni, da lahko res iz tedna v teden, torej ko pridemo, imaš ponedeljek, imaš nedeljo in greš potem spet na ponedeljek, vedno rečemo, da je nov teden prinesel nekaj novega. In zaradi tega je vedno ta sedmica bila povezana z novo kreacijo. Vendarle, to je ta duhovna osnova. Je imela pa tudi znanost nekaj zapovedati o tem, in sicer ali veš, da so znanstveniki ugotovili, da naš lahko, če imaš 7 stvari, recimo nekje v prostoru, lahko 7 stvari dojame, brez da bi rabil to šteti. Recimo imaš, ne vem, jaz tam gledam zdaj v ene tibetanske sklede, to pomeni, da maksimalno število tibetanskih skled, katerih lahko moj dojame, brez da bi jaz rabila iti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ravno številka 7. In tukaj je definitivno sedmica tista mistična in zaradi tega so jo hoteli zelo raziskovati. Pa smo se potem zaradi tega spet vrnili nazaj v eteriko. In namreč ugotovili smo potem dalje sledeče. Potem je tukaj prišla zraven še astrologija, pa je zraven prišla še numerologija. In kar se je tukaj ugotovili je bilo, da ljudje, ki so rojeni pod številko 7, to pomeni, ko imaš njihovo rojstvo, če boš kaj zase računala, ko imaš njihovo rojstvo in sešteješ vse številke skupaj in dobiš na koncu, recimo ponovadi seveda eno dvojno številko in potem to številko spet sešteješ naprej in ti samo ena številka ostane in tistim, ko ostane ta življenjska številka, je rečemo sedmica, smo ugotovili, da se zadaj skrivajo ljudje, kot so pisatelji, mistiki, čarodeji. In tukaj smo ugotovili, da je definitivno s to sedmico nekaj, Potem pa se je ugotovilo tudi to, da je 7 karmična številka, ravno zato, ker ogromno stvari lahko skrije, ampak če znaš to odkriti, ti prinaša marsikaj lepega. Tako da danes sem se odločila, da ti dam za poskušnjo eno tako res lepo stvar oziroma en čudovit obred, recimo, za katerega sem jaz ugotovila, da s pomočjo številke 7 resnično pomaga. Kaj rabiš? Rabiš nedeljo po 7 uri zvečer. To pomeni, da je 7. dan. Recimo zelo dobro je pa, če uporabiš še 7 kot kje druge. Recimo, da je 17. v mesecu ali pa 7. v mesecu. To pomeni, da imaš nekje še datum, A pa recimo mesec julij je čudovit, cel mesec julij zna biti blazno, lep, poleten seveda, ampak tudi globoko mističen, ima take lepe večere za čaranje in tako dalje. In recimo, da si julija meseca vzameš mogoče tudi lahko 7.7. A pa boš z mano na meditaciji, bomo videli, ti več povem kasneje. Recimo vzameš list papirja, lahko daš okoli 7 belih svečk, lahko daš tudi katerekoli druge svečke, ampak recimo bele svečke so blazno aktivatorske. In dobro, najprej, preden svečke prižgeš, na list papirja napišeš vse stvari, ki te kakorkoli morijo. A veš, stvari, ki te nočejo pustiti pri miru, pa te mučijo, pa hodijo za tabo, pa nekako razumeš, da se nekako dajo v pogon naprej. Napišeš te stvari, obrneš list papirja, na drugo stran napišeš 7 sedmic. Ok, 7 sedmic, 7, 7, 7, 7, 7, recimo, da sem zdaj preštela, In potem ta list po 7 uri torej zažgeš. Lahko si pa dopolniš to vajo, pa potem vzameš nov list, pa si recimo za ta teden, da delaš na tedenski ravni, napišeš 7 želja ali pa 7 znakov, katere želiš prejemati od svojih angelov in tako dalje. To je en tak čudovit karmični obred, če ga potrebuješ, če čutiš, da bi bilo zate to res dobro, sem ti ga zdaj dala.
Tako da, zdaj sem ti malo povedala, zakaj je 7 taka in zaradi tega je seveda potem 7 postala tudi pravljična številka. Zaradi vsega tega raziskovanja in tako dalje, seveda so pravljice uporabile te številke. Sneguljčica in koliko palčkov? 7 palčkov in tako dalje. Za 7 gorami, za 7 vodami. A ne? In tukaj nam definitivno simbolizira, da je pravljičnost tista, katero hočemo marsikdaj seveda uvesti nazaj v svoje življenje. In jaz sem tokrat uporabila 7, da ravno to naredim. Ne vem, če si že opazila, ampak zdaj je čas, da to storiš, da 7.7. na spletu prihaja prelepa meditacija pravljičnih 7 amuletov nad angela Mihaela na portal 77. Dajmo uporabiti to številko 77, nad angel Mihael je čudovit in kaj bomo z njim delali je, da bomo vse tvoje želje resetirali, vse tisto, kar ni šlo, da bomo obrisali prah dol iz tvojih sanj. Uporabljali bomo tak mistični angelski jezik za zraven in še. Poglej si, meditacija je resnično čudovita, prelepo darilo sem ti pripravila. Če pa te več zanima o samih številkah, kako se kje računa, kaj pa tvoja pot duše, kaj pa s kom imaš karmo, kaj pa tvoji odnosi, kaj pa tvoji živalski vodniki, kaj pomeni kraljeva, lahko je tudi kraljeva, krajevna numerologija, kako izračunaš numerologijo svojih angelov, kaj ti to sporoča in še. Če te te številke tako zelo zanimajo in se ponavljajo okrog tebe, te pa vabim 16.7. imam na spletu nova delavnica je angelske številke in eterična numerologija, kjer te bom vse to naučila. Dobiš 47 strani skripte, dobiš spletno učilnico, ki je tvoja zavedno in še. Poglej si, resnično se bomo imeli čudovito. Tudi če si na morju, lahko spremljaš. Tako da, to je to, kar sem ti pripravila danes, torej ta 7 in želim ti, da bo zate definitivno pravljična. Do naslednjega mini dokumentarca te lepo pozdravlja, lepo se imej in adijo.